Minula nedelja je bila v vasi Martinje v občini Gornji Petrovci praznično obarvana, saj je bila tam poleg proščenja in kozarjevega pohoda tudi slovesnost ob 70. obletnici blagoslovitve tamkajšnje kapele. Danes je za Martinje in za župnijo Gornji Petrovci, kamor spadamo, velik praznik, ne samo zaradi današnjega proščenja, ki ga obhajamo vedno po veliki maši prvo nedeljo, predvsem pa zaradi tega, ker letos obhajamo tudi 70 let, odkar je bila kapela zgrajena in blagoslovljena. To je bilo leta 1947. Obenem smo se pa tudi že pred 2 letoma odločili, da kapelo in okolico obnovimo in uredimo. Prva večja obnova kapele je bila že pred 20 leti, zdaj pa so obnovili oltar, naredili nov strop in križev pot ter nova barvna okna, odkupili parcelo. Tudi s pomočjo občine so do kapele speljali vodovod, postavili žaromete, poleg tega pa postavili tudi spomenik župniku Ivanu Camplinu, ki je skoraj 30 let deloval v Martinju. Navzoči na slovesnem nedeljskem dogajanju so se po sveti maši podali na že tradicionalni kozarjev pohod, ki ga vsako leto pripravi župnija Odranci. Župnija Odranci je leta 2010 ob 100. obletnici rojstva božjega služabnika Alojzija Kozarja priredila prvi kozarjev pohod, ki je takrat potekal vse od Gorenjega Senika preko Martinja do Svete Ane v Boreči, se pravi po kozarjevi novomašni poti. In od takrat naprej vsako leto poleti organiziramo kozarjev pohod, ki poteka po teh poteh, po krajih, kjer je deloval, kjer je živel božji služabnik Alojzij Kozar. No, letošnji kozarjev pohod je tako že 8. Tako kot lanski je bolj povezan s slovesnostjo. Lansko leto smo obhajali obletnico nove maše pri Sveti Ani v Boreči in takrat tudi sodelovali na tej veliki slovesnosti, tam je bil tudi cilj in tam pri cerkvi je postavljeno znamenje v spomin na ta dogodek, na novo mašo, ki ga je imel božji služabnik prav pri cerkvi Svete Ane v Boreči. No, letošnji kozarjev pohod pa je prav tako povezan s slovesnostjo in sicer z 70. obletnico blagoslovitve kapele tukaj v Martinju in prav je seveda, da obiščemo ta rojstni kraj božjega služabnika Alojzija Kozarja, kajti to kapelo tukaj je navsezadnje tudi sam pomagal zgraditi, s tem, ko je zaprosil arhitektko Majdo Neržima, da pripravi načrte tako zunanjosti in notranjosti kapele. Potem je zaprosil slikarja Lojzeta Perka, da poslika sliki naprej pri oltarju, torej v sami kapeli in pa še vse drugo. Gotovo tudi svojo molitvijo, svojim darom in pa velikokrat je rad prihajal domov sem v Martinje, sodeloval na teh slovesnostih kot duhovnik, pa tudi kot pevovodja, pa na različne načine v glavnem bil aktiven, tako doma tukaj kot seveda predvsem v Odrancih. Pot je pohodnike letos vodila po obronkih Martinja, kjer so si ogledali znamenitosti opisane v knjigi avtorja Cirila Kozarja. Monografija, ki je izšla prejšnji teden, nosi naslov Martinje, vas pod Srebrnim bregom. Tukaj spodaj je srebrna hiša, nekdanja hiša duhovnika Ivana Camplina, častnega kanonika, ki je tukaj deloval več kot 25 let. Tukaj je živel, vsak dan je imel svetomašo tukaj v tej kapeli in prav danes so tukaj blagoslovili ta kip, njemu posvečeni, torej častni kanonik Ivan Camplin. Pohodniki so si poleg tega ogledali še Kozarjevo domačijo, različna znamenja, pokopališče in seveda 404 metre visoki Srebrni breg. Od gospoda Kozarja, božjega služabnika, sem lahko povem vse knjige prebral, pa črtice, pa ne vem kaj že vse, in sem si to želel. In zdaj je bila prilika, nekaj let nazaj sem vedel za ta pohode, ampak sem bil bolan, pa nisem se mogel udeležiti, zdaj pa sem prišel k sebi, sem zdravel, lahko povem, pa sem z veseljem se odločil. Čeprav sem že tam skoraj 76 star, bi še zmogel cel dan hoje. Z udeležbo so bili zadovoljni tudi organizatorji. Bil je res lep dogodek, vsi lahko pridejo spet naslednje leto, po veliki maši prve nedelje je tu vedno proščenje,
in mislim, da bo tudi takrat lepo, mogoče ne tako kot danes, ko nas je bilo res dosti, pa tudi prišel je med nas gospod Škof, potem zamejski duhovnik na Gornjem Seniku in sosednji duhovniki, ampak mislim, da bo vseeno lepo, ker tukaj je vedno fajn.